Lepo pozdravljeni, dragi gledalke in gledalci. V tokratni oddaji Pokličite župana se znova selimo čez Gorjance, natančneje v Metliko, kjer v teh dneh potekajo zadnje priprave na letošnjo 33. vinsko Vigred. V studiu pozdravljam župana občine Metlika, Darka Zevnika. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni in lep pozdrav tudi vsem gledalcem vašega kanala. Seveda naj vas takoj povabim, dragi gledalke in gledalci, da se nam lahko s pomočjo telefona pridružite tudi vi z vašimi vprašanji. Naša brezplačna telefonska številka 080 34 56 vam je na voljo, da pokličete in zastavite županu kakšno vprašanje, naj bo to o vinski Vigredi ali o čem drugem. Gospod župan, predlagam, da vinsko Vigred pustiva za lep zaključek današnje oddaje in začneva z drugimi področji. Vinska Vigred je seveda en lep, vesel dogodek v Metliki, ampak v Metliki tudi sicer letos veliko praznujete, bi temu rekla. Obeležujete tisto, kar je najpomembnejše, ravno nedavno je to bilo 650 let potrditve mestnih pravic, pa še nekaj jubilejev v letošnjem letu. Ja, res je. Letošnje leto je bogato z vsemi temi obeležitvami. 650 let potrditve mestnih pravic, pa 100 let rojstva gospoda Dularja, 150 let prve čitalnice na Dolenjskem in še bi se kaj našlo. En od najlepših dogodkov je bil pa seveda tudi včeraj, to je bilo pa 70 let Tonija Gašperiča. Ja, tudi to se bo zagotovo zapisalo v zgodovino. Ampak, ko govorimo o 650-letnici potrditve mestnih pravic, nekako v tem obeleževanju je bilo slišati tudi stavke. Metlika ima dolgo zgodovino, Metlika je bila pomembno mesto, Metlika je bila v razcvetu nekdaj. Kako pa je danes? No ja, danes je Metlika zelo ponosna na svojo zgodovino, to vsekakor, trenutno stanje pa ravno ni najboljše. Poleg velike brezposelnosti, vrti se ves čas tam med 16,5 pa 17%, nas pesti ogromno težav. V zadnjem letu se je morda to še toliko bolj pokazalo kot prej. Dejansko bomo z septembrom ostali brez srednje šole. To se je zgodilo praktično čez noč, brez kakršnega koli napovedi. Še mesece nazaj je minister obljubljal vso pomoč, ki nam jo lahko nudi, potem smo pa čez noč bili seznanjeni s tem, da se del programa seli v Brežice, del pa v Novo mesto. Ampak to je bil samo en od udarcev, ki so se nam dogajali to leto. Razpis za Pokolpje je bil v minimalnih sredstvih razpisan, tudi to je bilo veliko razočaranje, da pa ne govorimo o tretji razvojni osi, katere izvedba se je prestavila krepko v prihodnost, oziroma kar dejansko lahko povemo, da tisti trenutek, ko bo obvoznica okoli Novega mesta narejena, se bo še težko kdo sploh spomnil na Belokranjce. Da pa ne govorimo o cestah, ki so v zelo slabem stanju. Država nas na praktično vseh tematikah pozablja na nas ali pa se zelo mačehovsko obnaša. Naj vam samo rečem, da smo dobili včeraj iz DRI-ja dopis glede baznih postaj, da imamo 3 dni, da se odločimo, ali bomo sofinancirali prestavitve teh baznih postaj ali jih bojo pa postavili tam, ki so se oni zamislili. In od nas pričakujejo tam okvirno 50 000 evrov. Pa 3-dnevni rok. Noben župan se ne mora v tem času odločiti o tem, zato potrebujemo občinski svet in pa definitivno takšen odnos države do nas je katastrofalen in jaz lahko samo upam, da se bojo zadeve spremenile na bolje. Ampak, če govorimo ravno o teh baznih postajah, tudi mi smo spremljali v Ljubljani sestanek z ministrom pristojnim, tam je bil dogovor drugačen. Ja, dogovor je bil drugačen, dejstvo pa je, da se čas črpanja evropskih sredstev bliža koncu in pritiski so vse močnejši, argumenti se ne upoštevajo se konvencije, ki jih je Slovenija podpisala in dejansko občina je tukaj v bistvu nemočen opazovalec. Mi nismo noben soglasodajalec v tem primeru, lahko edino pomagamo našim občanom oziroma društvom, ki se trudijo, da bi nekako ohranili
neko normalno življenje pri nas. Vsi se zavedamo, da je to potrebno, vendar z majhnimi kompromisi se to lahko odmakne od naselij, postavi tam, kjer ni nobenih vplivov in samo to pričakujemo, da nam nekdo prisluhne in naredi te zadeve bolj človeške. Jaz si namreč tudi, če bi bil lastnik Slovenskih železnic, si ne predstavljam, da bi si sam sebi hotel na peronu sred železniške postaje postaviti 36-metrski stolp. To zgleda. Po drugi strani pa zelo lepo urejajo svoje stavbe, sadijo rožice, res jih je lepo za pogled, zraven pa postavijo takšne gromozanske stolpe. Mi ne gre v glavo, enostavno. Ne le bazne postaje, ampak vse to, kar ste sedaj govorili, župani ste tukaj nemočni. Občani pa menijo, da lahko župani kaj naredite in bentijo, zakaj ne naredite. Res je. Župani smo pač v službi 24 ur na dan, 7 dni v tednu, skozi celo leto. Odgovorni smo za vse, pooblastila, kaj pa lahko dejansko naredimo, so pa zelo majhna. Vsak cent nam določi občinski svet, imamo nadzorne organe, ki nas ves čas spremljajo, na drugi strani je pa seveda država, ki tudi zelo pazi in zaradi tega me še toliko bolj motijo izjave raznih politikov. Ravno včeraj v Odmevih so nas zopet imenovali za lokalne šerife. A jaz sem lokalni šerif zaradi tega, ker opozarjam na napake, ki se dogajajo v tej državi. Mislim, če je to, potem pa sem, pa naj bom. Ni problema nobenega. Vendar morali bojo doumeti, da smo jim lahko enakovreden partner, ki jim lahko pomaga. Nočemo biti na nasprotni strani. Enostavno hočemo, da so vse občine enako tretirane v Sloveniji, da smo tudi kraji, kot je Bela krajina, kot je Metlika, ki smo recimo Bogu za hrbtom, če tako rečejo Ljubljančani, ko nas gledajo, da imamo enake pravice, enake možnosti kot nekdo v samem mestu Ljubljana. Za zdaj so samo obveznosti enake, vse ostalo pa gre nam v škodo. Poskušali ste privabiti državne sekretarje, ministre v Belo krajino, da bi videli, da bi iz prve roke spoznali situacijo. Napovedoval se je obisk vlade, premaknilo se ni nič. Žal od tega ni bilo nič. Dobili smo 2 sekretarja, ki sta sicer neke obljube dala, vendar nažalost od vsega skupaj ni bilo nič. Stanje se je v bistvu samo poslabšalo. Ne vidim trenutno nekega izhoda. Župani zelo težko dosežemo nekaj naspram države. V končni fazi mi gremo lahko gor, pa se priklenemo na državni zbor, če bo to pomagalo. Vendar protesti, kot so takšni, ta trenutek ne zaležejo, argumenti ne zaležejo. Mi s številkami lahko dokažemo, kaj zmoremo, koliko smo naredili, koliko evropskih sredstev smo počrpali. Vse to lahko dokažemo, ampak če na drugi strani nimaš sogovornika, ki bi bil to pripravljen poslušati, potem je to jalov posel. Minister za gospodarstvo vam je svetoval ob svojem obisku, bodite glasni. Ja, sej smo glasni. Verjemite mi, k meni prihajajo ljudje, ki pravijo, samo povej, pa bomo zaprli cesto, ampak v končni fazi cesto bomo zaprli svojim občanom, ki se vozijo ta trenutek službo preko Gorjancev. Jaz dvomim, da bomo s tem kaj dosegli in enostavno, kadar si preveč glasen, morda v tistem trenutku res nekaj dosežeš, ampak pri 5 drugih zadevah si pa lahko prikrajšan potem. In enostavno, brez nekega dogovora, brez kompromisa te stvari ne grejo. Ampak zopet pravim, nasprotna stran mora temu prisluhniti. No, ko smo se pogovarjali konec minulega leta, ste župani pojamrali, ni razpisov. Imamo projekte, čakamo na razpise, nič se ne zgodi. Kako je sedaj? Stanje je približno enako kot takrat. Še zmeraj ni nekih večjih razpisov, je tu pa tam kakšen drobižek se pojavi. Vse, kar delamo trenutno z lastnimi sredstvi, kar nekaj naših projektov v občini sami financiramo, konkretno kanalizacijo na Grabrovcu, cesto v novo naselje v Pildu, to vse z lastnimi sredstvi delamo. In vkolikor se ne bo to spremenilo, ne vem, kako bomo šli naprej. Določene obveznosti, ki jih je država dala do Evropske unije, roki bojo zelo hitro tukaj. 2015 je že tukaj, 2017 je pred vrati in če ne bo šla država nasproti z razpisi za sredstva za okoljske projekte, potem ne vemo, kako bomo občine to zmogle. Iz lastnih sredstev kanalizacije
po Beli krajini in belokranjskem terenu ne bo možno graditi? Ne, poglejte, vi morate razumeti, kot sem že prej rekel, da obveznosti so enake pri nas ali pa v Ljubljani. Pri nas na 100 metrov kanalizacije dobimo 10 uporabnikov, v Ljubljani na 100 metrih imajo 1000, ponekod celo 5000, tam, ko so blokovska naselja. In to niso primerljive cene. Cena za izgradnjo je večja pri nas zaradi terena, zaradi razpršene gradnje kot recimo v Ljubljani. Zmeraj dam Ljubljano kot primer, ampak enako je po ostalih mestih. In enostavno morali bomo reči v Sloveniji, da nismo vsi enaki po obveznostih. Bela krajina ta trenutek še zmeraj prispeva več v državni proračun, kot pa iz njega dobiva, kljub temu, da smo ogroženo področje. In to se bo moralo spremeniti. Jaz vem, da ta trenutek mogoče denarja ni in da je treba varčevati, vendar mislim, da se varčuje na napačnem koncu. No, če že govorimo o projektih, tako imenovana druga faza belokranjskega vodovoda ali projekt trajnostna oskrba prebivalcev Bele krajine s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine, o tem smo veliko govorili v minulih letih. Ta projekt se sedaj približuje zaključku. Bo pravočasno zaključen v skladu z načrti? Projekt bo pravočasno zaključen. Mi smo pri prvi pogodbi že, mislim, da krepko čez 90%, ta druga pogodba, ki je bila podpisana lani, tudi napreduje zelo dobro, dela se izvajajo na več gradbiščih istočasno in tukaj ne vidim velikih težav. Zmeraj imamo neke probleme. Razpisi so bili narejeni tako, da izvajalec pripravlja tudi dokumentacijo in tu znajo biti postopki včasih malce dolgotrajni. Mi smo navajeni drugačnega dela, mi pripravimo kompletno projektno dokumentacijo, pridobimo gradbena dovoljenja in potem gremo v razpise za izbiro izvajalca. Tu je pa zgodba malce drugače obrnjena. In moramo vsi skupaj sodelovati, da do tega pride. Seveda, brez sodelovanja občanov tukaj ne gre in jaz apeliram na vse, da nam pomagate, da to pripeljemo do konca. S tem bomo namreč preskrbeli vodooskrbo za celo Belo krajino za desetletja vnaprej. Iz majhnih delčkov smo zdaj naredili eno celoto, ki bo zagotavljala zdravo pitno vodo za še naše potomce. Do konca septembra mora biti končan projekt. Nekaj gradbena dela se mora zaključiti do konca septembra, črpanje je do konca letošnjega leta evropskih sredstev, tako da nas čaka še ogromno dela, tudi velike lahko se pojavijo tudi likvidnostne težave. Mi v tem trenutku, kar s ponosom povem, še zmeraj lahko plačujemo vse na 30. dan, tako kot veleva pogodba. Vendar ti računi, ki prihajajo, so gromozanski in včasih moramo kako drugo stvar oziroma kakšen projekt, ki bi ga lahko letos izvedli, smo prestavili v naslednje leto, da bomo lahko finančno sledili vsem tem zahtevam. Ko bo končan projekt v metliški občini, bodo vsa naselja, vsi prebivalci imeli zdravo pitno vodo ali še kaj ostane? Ne, še nam ostane. Namreč v sami občini Metlika nismo imeli toliko težav z pitno vodo. Mi smo že prej bili, mislim, da na 98% pokritosti prebivalstva s pitno vodo. Imeli smo pa nekvalitetne vire, pa oskrba je bila dostikrat motena. To smo zdaj uredili, bile so tudi stare cevi, še celo salonitke so bile noter. To je zdaj vse v celoti zamenjano. Ostaneta nam še dva večja naselja, Krašni vrh, pa pri Radovici je na vas, ki ni opremljena z vodovodom. Tudi ta trenutek še zmeraj iščemo neke možnosti, namreč nek centralni vodovod bi bil tukaj zelo velik zalogaj za zelo malo uporabnikov na koncu. Tako da verjetno bomo te zadeve rešili z krajevnimi vodovodi. Ampak v prihodnosti jaz upam v 2-3 letih, da bo to tudi rešeno. Iz lastnih sredstev. Ali računate tudi tukaj na razpise? Ne, to so pa po eni strani za nas velik zalogaj, po drugi strani pa za tiste, ki pripravljajo razpise, pa majhni projekti. In enostavno s takšnimi majhnimi projekti zelo težko pridemo skozi. Tako da nekaj smo že z lastnimi sredstvi naredili v minulih letih, čaka nas, se pravim, še ta 2 naselja, ampak sem prepričan, da bomo zmogli.
Kako pa je z drugimi velikimi projekti? Rekli smo o kanalizaciji, občini Metlika in Črnomelj na Semič ima rešeno, če že ni ceste bi morali imeti saj boljšo širokopasovno omrežje, tovrstno povezavo. Tudi tukaj ne bo šlo brez razpisa, velik projekt, velik zalogaj. Se na tem področju kaj odpira? Ja, mi se zopet dogovarjamo z partnerji, s katerimi smo že enkrat poskušali, to je Črnomelj, Kočevje in še nekaj manjših občin. Naj bi konec letošnjega leta bili razpisi za širokopasovna omrežja. Mi bomo pač imeli pripravljeno vso dokumentacijo do takrat in bomo zopet kandidirali. To je pa projekt, ki ga sami ne zmoremo. Imamo tudi recimo temu rezervne načrte, kako priti do tega, vendar ti bojo malce bolj dolgotrajni in postopoma, ampak to bomo naredili. Obljubili smo volivcem in to mora biti v tem mandatu narejeno. Gospodarstvo v občini Metlika, uvodoma ste rekli, brezposelnost še vedno niha 16–17%, ampak saj ne povečuje se. Je to gospodarstvo, ki sedaj posluje stabilno? Ja, brezposelnost celo rahlo pada v zadnjem letu. Kar nekaj je na novo odprtih SP-jev, nekaj privatnikov je odprlo svoje. Tudi podjetja, ki smo jih že nekoč skoraj da odpisali, zaposlujejo, konkretno Beti je en od takšnih, ki dela perfektno, s tem, da mora pokrivati še vse dolgove iz preteklosti, tako da jim res lahko samo čestitam na uspešnem delu. Tudi Kolpa je nekaj zaposlovala, TPV na novo zaposluje. Gre na boljše, vendar imite tega preskoka, da bomo čez noč rekli, zdaj pa je vse v redu, tega ni. Počasnimi koraki, vem, da dostikrat ljudje s tem niso zadovoljni, vendar dan danes je težko pričakovati kaj več. No, sicer pa, ko se pride v Metliko, v staro mestno jedro, še vedno je ta težava, da je precej prazno in bi ga zagotovo hoteli oživeti, ampak lepo vidna so nova pročelja v starem mestnem jedru, dobiva lepši izgled. Ja, mi smo v lanskem letu začeli z sofinanciranjem najemnin za vse, ki imajo v starem mestnem jedru lokale ali pa kakršnokoli dejavnost. Tako da tukaj smo že na nek način pomagamo in tudi pred dnevi se je ena trgovinca odprla na novo, tako da nekaj se dogaja. V letošnjem delu smo šli pa še sofinanciranjem obnov fasad in streh v tem mestnem jedru oziroma historičnem jedru. Zanimanje je kar veliko, se že nekaj dogaja, kot ste rekli, nekaj pročelj je že obnovljenih. Ne želimo, da bi bile to samo lepotni popravki, želimo res dati neko življenje mestu in veliko ljudi se na tem trudi. Od vinske vigredi, ki se tam dogaja, pa do mladih, ki pripravljajo teden kulture na placu. Jaz se po drugi strani zavedam, da nekatere meščane morda to celo moti, da imajo pač en teden hrupa tam. Vendar ta en teden prinese toliko življenja v to staro mestno jedro, da so te neprijetnosti res minimalne in enostavno moramo pomagati vsakemu, ki želi nekaj tam narediti. Konec prihodnjega tedna bo zagotovo hrupno na vseh teh trgih, ampak mislim, da so se v 33 letih ljudje že na to navadili. Uvodoma sem obljubila, da bomo za konec spregovorili kaj več o vinski vigredi. Kaj pripravljate letos? Odpira se drugi petek popoldne. Ja, res je. 33. vinska vigred in verjemite mi, v teh letih je bilo probanega marsikaj. Spreminjal se je program, vsebina in jaz mislim in pa dejansko tudi mnenje prireditvenega odbora, da imamo zdaj neko dobitno kombinacijo. Namreč ocenjevanje vrhunskih belokranjskih vin, zelo dobra kulinarika, kulturna dogajanja ves čas, gostoljubje belokranjcev. Ko vse to damo na kup, ko vse to zapakiramo v ta 3 mestne trge, dobimo res neko kombinacijo, ki se je izkazala za uspešno in edini tisti element, ki ga vsako leto potrebujemo, pa še malce lepega vremena. In ste ga naročili, kakšno bo vreme? Vreme bo.
vreme bo. Tudi Vigrad bo. Tudi Vigrad bo. Bila je vesela v vseh vremenskih razmerah in verjamem, da bo tudi letos. Kot rečeno, v petek popoldne 15. začenjate z Vinsko Vigradjo. Ponavadi povemo, kateri politik letos pride v Belo krajino, v Metliko odpreti Vinsko Vigrad. Letos nismo zaprosili nobenega politika, da pride k nam. Obljub ste slišali že zadosti. Drži, naj izpolnijo najprej te dane obljube, potem pa lahko zopet pridejo, ampak dobrodošli so vsi. Ja, seveda, na Vigrad kot gostje. Ja. Poglejte, že 2 leti nazaj smo probali na tak način, je bil zelo odziven, da nam nekdo tudi nekaj strokovnega pove o vinih v tem primeru. In tudi letos smo zaprosili dr. Vondro, ki že praktično od samega začetka vodi ocenjevanje Vinske Vigradi in je kompetentna oseba, da naredi en pregled nad kakovostjo vin pred 33 leti in pa do sedaj. Mi vsi vemo, da so naša vina zelo dobra, kvalitetna. Tudi medalje dejansko po celem svetu, od Londona pa naprej, to dokazujejo. In jaz sem mnenja, da ravno Vinska Vigrad je bila tista prelomnica, ki je veliko naredila k temu. In jaz mislim, da letošnji govornik bo nam lahko potrdil to, kar mi sami že vemo. No, že prvi večer boste okronali novo kraljico Metliške Črnine in tudi razglasili šampione. Drži. Kljub temu, da je lanskoletna letina ni bila ravno najboljša in da uporabim besede dr. Nemaniča, letnik 2014 je bil odličen, treba ga je spiti in hitro pozabiti. So vina zelo kvalitetna. Ocene tako kažejo, res da je bilo nekaj manj vzorcev, to je verjetno posledica tega, da tudi manjše količine so bile, ampak so vina kvalitetna in Belokranjec je odličen od gospoda Dolca, Metliška Črnina od gospoda Pečariča je tudi fenomenalna, gospod Prus pa nas vsako leto razveseli z najboljšo oceno Vinske Vigradi. Kraljica, nova kraljica Metliške Črnine je tudi iz teh vinogradniških in turističnih vrst in bo zagotovo uspešno zamenjala Janjo Hozner. Seveda, Katja je prekrasno dekle, veseli smo, da se je prijavila in da je bila izbrana za vinsko kraljico. Naj samo omenim, da je svetovna podprvakinja v diatonični harmoniki bila leta 2012, torej zna poskrbeti tudi za dobro vzdušje in je prekrasno dekle, ki bo dobro opravilo svoje delo. Vigrad seveda pa ni le vino, le kulinarika, ampak je tudi dobra volja, ki ste jo omenili in zato še posebej skrbite. V večernih urah so tukaj znani ansambli, letos malo prihajajo tudi iz Hrvaške, verjetno računate tudi na več gostov z druge strani meje? Ja, v zadnjih letih smo opazili povečanje gostov iz Hrvaške in smo letos vložili tudi dodaten napor pri samem oglaševanju. Namreč začutili smo, da so pristaši vinskih festivalov, ampak v tem bazenu Karlovca in okoli se vse bolj vrti okoli pive. Tako da smo ojačali oglaševanje na hrvaški strani in sem prepričan, da bojo z veseljem prišli. Primerno temu smo priredili tudi program. Zopet je za vsakega nekaj, od zabavne glasbe, narodno-zabavne glasbe, domače glasbe, tako da vsak bo našel nekaj zase. Še vedno so tukaj 3 trgi, 3 ansambli, vsak večer drugi in zagotovo bo veselo. Sicer je pa pestro tokom celega dneva na Vigradi, to je njena posebnost, tudi v soboto in nedeljo že od 10. ure dalje. In nekako na Vigradju pet tudi šport, bi temu lahko rekli. Tudi letos prikolesarijo iz Ljubljane na Vigrad? Seveda, če bo lepo vreme, pričakujemo vsaj 600 kolesarjev iz Ljubljane. To je že tudi tradicionalno, tako dolgo kot Vigrad, tako dolgo oni prihajajo k nam. V nedeljo imamo potem tek po Urbanovi poti in pa drugo leto zapored prirejamo tudi Urbančkov tek. To je pa tek za najmlajše, to nam pomaga vrtec iz Metlike pri organizaciji, tako da res se za vsakega nekaj najde.
In tokom celega dneva, kot gledam tukaj program, se vrstijo različni nastopi belokranjskih, tako glasbenih kot folklornih skupin, kot dogodkov namenjenih najmlajšim otrokom. Tako da, čeprav je to neke vrste vinski festival, ampak so tudi otroci dobrodošli za celotno družino. Seveda so otroci dobrodošli, tudi sam nedeljski popoldne je zmeraj tak, da se s celo družino sprehodimo po Vinski Vigredi in enostavno cela družina lahko tu uživa. Lahko se naučite peči pogačo. Ja, lahko vidite, kako se pripravljajo izdelki ročne spretnosti, pisanice, drsanke. Vse to lahko vidite na Vinski Vigredi, seveda ob dobri hrani in pa tudi ob kozarčku dobrega vina. Ne smemo pozabiti omeniti Društva kmečkih žena Metlika, ki res 3 dni učijo peči pogače in na stotine izpečejo in kot vsako leto tudi letos pripravljajo zanimivo razstavo. Ja, razstava je pač od Vuzma nekako do Vigredi, tisti čas, ko se daje na mizo nekaj posebnega. In tudi letos sem prepričan, da bo njihov prostor zelo dobro obiskan. S pogačo nas razveseljujejo vsa ta leta in tudi marsikdo se je že naučil peči pogačo pri njih. Drži. Še nekaj morava povedati, kar je pomembno. Tudi letos boste poskrbeli za avtobusne prevoze. Seveda, z Integralom sodelujemo že nekaj let in organiziramo avtobusne prevoze, namreč v interesu nam je, da ljudje varno pridejo k nam in varno tudi odidejo. Tudi če si popijejo kozarček več, ne sedati v svoj avto, imamo avtobusne prevoze v smeri Semiča, Črnomlja in Novega mesta in obratno seveda iz Novega mesta proti nam. Tako da pridite k nam varno odidite in se lepo imejte pri nas. Gospod Darko Zevnik, za vse je torej že poskrbljeno. Tudi vreme bo, ste rekli, vse ostalo tudi. In če pogledamo iz izkušenj minulih let, se nekako v 3 dneh na 3 metliških trgih vrti okrog 20 000 obiskovalcev, ki dobre volje odhajajo z Vinske Vigredi in prepričana sem, da bo tako tudi letos. Ja, tudi mi smo prepričani, ljudje so to sprejeli, imajo za svojo prireditev in poleg domačinov je vsako leto več tudi gostov iz cele Slovenije, da ne govorimo o gostih iz naših pobratenih občin, ki vsako leto pridejo k nam, tujci so dobrodošli in lepo se bomo imeli na Vinski Vigredi. In se 3 dni pozabili na tiste druge težave, ki vas bodo počakale. Težave bojo res, da počakale, nekje v zadnji v glavi zmeraj ostane ta zvon, da nekaj je treba še postoriti, vendar res je, včasih se je treba tudi malce sprostiti in Vinska Vigreda je idealna priložnost za to. Zato, gospod župan, končajva najin današnji pogovor z vašim povabilom na Vinsko Vigredo v Metliki. Pridite k nam, naužili se boste tistega, za kar ste verjeli, da več ne obstaja in Belokranjci vas bomo z veseljem sprejeli, pogostili in postali boste naši prijatelji. Hvala lepa, mi pridemo zagotovo in se vidimo na Vinski Vigredi. Za danes pa hvala lepa in kaj naj rečem, srečno in uspešno ne le na Vigredi, ampak tudi v prihodnjih mesecih v občini Metlika. Hvala tudi vam in prijeten večer še naprej. Hvala. Hvala za pozornost vam, drage gledalke, dragi gledalci. Končali smo optimistično to našo nocojšnjo oddajo s povabilom na Vinsko Vigred. Velja priti in se naužiti vsega, kar ponuja. Za danes pa vam želim lep preostanek večera.